Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. V tokratni redni tedenski informativni oddaji bi posebej izpostavili osrednjo občinsko slovesnost ob 28-letnici neodvisnosti Slovenije in ob 25. juniju, dnevu državnosti. Slovesnost ob dnevu državnosti in upočastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Koncert v Bistriškem parku. 10 let Lions kluba Slovenska Bistrica. V soboto 22. junija sta občina Slovenska Bistrica in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica organizirala osrednjo občinsko slovesnost ob 28-letnici neodvisnosti Slovenije in ob 25. juniju, dnevu državnosti, ter v počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Slovesnost je potekala na prostoru ob vhodu v vojaško skladišče. Slavnostna govornica na prireditvi je bila magistra Karmen Furman, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije. 25. junij je dan spomina na upanje, medčloveško solidarnost in pogum, ki nas je tistega leta 1991 povezal in ohrabril. Ta dan je za nas Slovence poseben dan, saj se je pred 28 leti rodila naša država in domovina Slovenija. S tem smo uresničili večstoletne sanje naših prednikov. Uspeli smo si izboriti svojo lastno državo, svoj dom in od takrat dalje z vsakodnevnimi koraki ustvarjamo tudi našo skupno, eno in edino domovino. Stati in obstati je davnega leta zapisal Primož Trubar, človek, ki mu je bilo v zibko položeno marsikaj, zagotovo pa pogum, srčnost in vztrajnost. To pa so navsezadnje tudi vrline, ki odlikujejo naš slovenski narod, ki mu je prav z odločnostjo in vztrajnostjo zenito slovenske pomladi po prvih demokratičnih volitvah v aprilu 1990 in z širokim družbenim soglasjem izraženem na plebiscitu o neodvisnosti in samostojnosti Slovenije uspel prvi korak k uresničitvi sanj v ustanovitvi samostojne in neodvisne Slovenije. Žal smo na tej poti v samostojnost morali izkusiti tudi vojno. Le nekaj ur po slovesni razglasitvi naše samostojnosti so zahromeli tanki jugoslovanske armade, da bi zatrli in onemogočili našo mlado državo. Državnost Slovenije je bila tako razglašena, toda bitka zanjo se šele pričela. Sledila je intervencija jugoslovanske armade in dnevi odpora, poguma in odločnosti, ko sta si nasproti stala jugoslovanska ljudska armada in slovenska teritorialna obramba z milico. Znova se je pokazala odločnost in pogum slovenskega naroda, da se bori za svojo državo. A boj za slovensko samostojnost ni minil brez žrtev. Tudi tukaj, na Zgornji Ložnici, takratnem skladišču streliva jugoslovanske armade, je vojaka slovenskega rodu pri prestopu k teritorialcem pokosila krogla jugoslovanskega vojaka. Mnogo dogodkov slovenske osamosvojitvene vojne je danes pozabljenih, mnogo različno interpretiranih. Številni posamezniki, ki so takrat tvegali svoja življenja, so danes prezrti. Danes se pišejo celo zgodbe, ko naša država vojnemu veteranu in nekdanjemu policistu kljub njegovi invalidnosti in zaslugam za osamosvojitev grozi z deportacijo iz državnega stanovanja. In ob takšnih zgodbah bi bilo še kako prav, da se vsi skupaj vsaj malce zamislimo in predvsem, da si priznamo, da nam samostojna država ni bila dodeljena, niti podarjena. Da za tem dejanjem, ko lahko danes živimo v svobodni in lastni državi, vendarle stojijo ljudje, ki so za obrambo naše domovine
žrtvovali svoja življenja. In prav bi bilo, da država tem ljudem danes prisluhne in jim povrne nekoč že priznane, a zaradi krize odvzete pravice. Navsezadnje so to ljudje, ki so imeli dovolj poguma, srčnosti in odločnosti, da nam uresničijo naše skupne sanje. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, danes je naša država že kar nekaj let v obdobju gospodarske rasti, a po velikih političnih zgodbah danes stopa v ospredje zgodbe vsakdanjega preživetja, v katerih pa država velikokrat ne izpolnjuje naših pričakovanj. V vseh teh letih smo postali del Evropske unije, NATO, prevzeli smo evro in postali del šengenskega območja, pa vendar vse več je danes v naši državi ljudi, ki kljub poštenemu trudu in delu prejemajo mizerno plačo, ki jim ne omogoča dostojnega preživetja. Neprimerna plačna politika in zgrešena socialna politika sta pripeljali do porušenja razmerja med socialnimi transferji in plačilom za delo, ki je danes povsem razvrednoteno. Vsakodnevno se srečujemo z zgodbami o stiskah slovenskih upokojencev, ki s sramotno nizkimi pokojninami danes živijo na pragu revščine. Mladi pa nam odhajajo v tujino, ker v naši državi nimajo zagotovljene socialne in ekonomske varnosti, ki bi jim omogočila temelje za ustvarjanje družine in s tem varno prihodnost. Pa vendar, Slovenija smo najprej in predvsem mi. Njeni ljudje, ki smo se pred 28 leti odločili za mir, svobodo in pravičnost. In prav bi bilo, da bi tudi danes bile to vrednote, ki bi nas kot narod združevale in povezovale v naši skupni prihodnosti, ne glede na posameznikovo politično pripadnost ali svetovno nadzorsko prepričanje. Odločitve je potrebno sprejemati z odgovornostjo in predvsem imeti pri tem v mislih spoštovanje do vseh ljudi. Če hočemo ali ne, politika kroji usodo vseh nas, saj s svojimi odločitvami posega prav na vsa področja našega življenja. Zato je prav, da si ljudje med seboj prisluhnimo, si povemo svoje razmišljanja, predvsem pa, da se na koncu podprejo tisti predlogi in rešitve, ki bodo prinesli nekaj dobrega za vse nas, pa ne glede na to, kdo jih predlaga. Kajti ni takšnih problemov in težav, ki jih ne bi zmogli rešiti, če se bomo znali povezovati in sodelovati. Pa ne zato, ker bi morali vsi misliti enako, temveč zato, ker lahko mislimo in čutimo tudi različno. A nas k tej naši edinosti in spravi povezuje prav naša domovina, ki je le ena, nam skupna in vsem dodeljena. Tudi v prihodnje je pred nami veliko izzivov in nikoli ne bomo mogli reči, da smo naredili vse, kar smo si sami zadali ali kar od nas pričakujejo drugi. A naša dolžnost je, da se vsak dan znova po svojih najboljših močeh trudimo reševati zahtevna vprašanja, ki jih rojeva čas, v katerem živimo. Da se bomo kljub razlikam, ki so včasih med nami, znali spoštovati ter živeti v medsebojnem sožitju. In zato danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo dialog. Potrebujemo pa tudi sodelovanje in zaupanje v zavedanju, da je Slovenija domovina vseh Slovenk in Slovencev ter da prav vsak izmed nas nosi svoj del odgovornosti za našo prihodnost in razvoj skupne domovine. Verjamem pa, da če bomo tako razmišljali večina Slovenk in Slovencev, se nam za lepšo prihodnost nas, naših otrok, potomcev ni potrebno bati. Drage Slovenke, dragi Slovenci, spoštovane državljanke in državljani, spoštovane občanke in občani. Prejmite moje iskrene čestitke ob prazniku slovenske državnosti. Želim nam, da nas naša domovina v prihodnje predvsem združuje in ne razdvaja,
Saj veliki in uspešni bomo toliko, kolikor bomo znali biti enotni. Srečno in vse dobro, Slovenija. V kulturnem delu programa so sodelovali Oktet veteran, folklorna skupina KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica, ljudski godci Veseli veterani, učenci podružnične osnovne šole Zgornja Ložnica in KUD gasilska godba Napihala Spodnja Polskava. Včasih se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si razum, okrog sebe se ozri zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. Včasih se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof, okrog sebe se ozri zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da drugega spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. Tako kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. V soboto 22. junija je Ljudska univerza Slovenska Bistrica v sodelovanju z Lions klubom Slovenska Bistrica v Bistriškem mestnem parku organizirala veliko glasbeno prireditev pod nazivom Koncert v parku. Navzlic ne ravno obetavnemu vremenu se je v parku zbralo lepo število obiskovalcev. Organizatorji so zaradi dežja poskrbeli tudi za pelerine. V koncertnem delu je nastopil simfonični orkester SNG Maribor z dirigentom Simonom Krečičem in zborovodkinjo Suzo Budavari Novak ter solisti Sabino Cvilak, Petjo Ivanovo, Jako Jurgecem, Rebeko Lokar, Irino Petkovo, Martinom Sušnikom ter Andrejo Zakojnšek-Krt. Spored koncerta je med drugim vključeval dela klasikov, Štrausa mlajšega, Dozimetja, Bizeta, Bellinja, Rossinja in Puccinija. Skupaj je bilo izvedenih 17 skladb in še 3 dodatki. Che bella tu
Lions Klub Slovenska Bistrica letos praznuje 10-letnico svojega delovanja. V ta namen so izdali tudi zbornik. Več o dejavnostih in dosežkih lionizma v Slovenski Bistrici sta za Studio Bistrica povedala magistra Brigita Kruder, tajnica kluba, in Peter Kosi, bivši predsednik kluba. 10 let je že od tega, kar smo v Slovenski Bistrici začeli z razmišljanjem in ustanavljanjem kluba. Pobudniki so bili pravzaprav naši prijatelji, tako zasebni kot poslovni, ki so v lionizmu začeli prepoznavati nekaj dobrega, skratka nekaj, kar bi lahko sodilo tudi v ta prostor. V vseh teh 10 letih ste zbrali veliko sredstev pomoči potrebnim. Katere odmevnejše akcije, prireditve ste organizirali? Veliko jih je bilo v teh 10 letih. Moram reči, da skoraj vsako leto je bila kakšna večja, odmevnejša in pa seveda veliko manjših akcij, ki so postale potem naša stalnica. Prekrili smo nekaj stanovanjskih hiš, prizidali kakšen prizidek komu, ki je pomoči potreben, potem podeljevali smo štipendije, organizirali smo kar nekaj koncertov, skoraj vsako leto smo ga imeli, več ali manj odmevnega. Pomagali smo skratka res samo pomoči potrebnim. Koliko denarja in koliko materialnih sredstev ste nekako zbrali v vseh teh letih? Lionisti ne merimo natančno, koliko doniramo, vendar, če rečem, da smo v povprečju po 10 000 evrov denarne vrednosti vsako leto podelili, nisem nič pretiraval. K temu pa je treba prišpeti še veliko prostovoljnih ur, veliko v drugačnih materialnih oblikah, skratka sredstev, ki jih nismo zberali sami, ampak smo jih dobili preko donatorjev. Tako da moja ocena je, da smo v teh 10 letih vsaj za 150 do 200 000 evrov donirali v tem okolju. Lions Klub Slovenska Bistrica je zelo dejavno pomagal tudi pri organizaciji odmevnega koncerta v parku, ki ga je ob svoji 60-letnici organizirala Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Zdaj lahko rečete, da je ta koncert uspel v vseh pogledih, je tako? Ja, res je, oddahnili smo si, nekako že tudi zbrali vtise in moram reči, da nas navdušuje, ko gledamo nazaj, koliko dobrih ljudi, koliko prijateljev Lionov, koliko prostovoljcev je namenilo svoj čas, svojo dobro voljo. Treba je vedeti, da smo delali stvari ali po 30 stopinjah ali pa po dežju in se ob tem tudi še zelo zabavali. Tako da tako velikega projekta, tudi logistično zahtevnega, sploh ni mogoče izpeljati sam, tudi ni mogoče izpeljati z enim podjetjem in res sem hvaležna za to izkušnjo in vse tiste dobronamerne, dobromisleče ljudi, tudi Lione, ki so pri tem pomagali. Kako so potekale priprave? Rekli ste, da je šlo za zelo zahteven organizacijski zalogaj. Kdaj ste se pravzaprav začeli pripravljati na to prireditev? Ja, skoraj 10 mesecev prej, lani, septembra so stekli prvi pogovori, zajetna mapa dovoljenj in papirjev, ki jih je bilo treba urediti, da je do koncerta sploh prišlo. Seveda bolj intenzivno v zadnjih 2 mesecih in pa tisti nemogoč tempo z 10 do 12 ur dela na dan v zadnjem tednu in izjemno intenzivna zadnja 2 dneva, ker pač stole je bilo treba postaviti čisto na koncu, bilo jih je 900, vsa tehnika, vsa logistika, da ne bi slučajno poškodovali parka, ker po njem seveda ne smemo voziti, smo vse od inštrumentov, odra, vsega zvočenja prenesli z dvigalom preko mestnega obzidja oziroma parkovnega obzidja, tako da to je bil še dodaten izziv, da o dežju sploh ne govorimo. Veseli tudi dejstvo, da so se obiskovalci držali vaših priporočil, na koncu pravzaprav za njimi ni ostalo nič smeti. Res je, na to pa smo najbolj ponosni, ker ko se primerjamo s podobnimi dogodki v podobnih parkih, smo z veseljem ugotovili v nedeljo, da praktično razen 2 majhnih smetk, da sem zelo natančna, ni ostalo v parku ničesar, pa še sem prepričana, da tisti del bolj pomoti kot zares. Park je ostal nedotaknjen, drevesa zavarovana. Bistričani so pokazali eno tako visoko kulturo spremljanja takega dogodka, na kar smo še posebej ponosni. Prinesli so si stole, dekice, uživali v vrhunskem kulturnem sporedu in ne nazadnje, tako kot smo jih prosili, kar ste prinesli, odnesite s seboj. Tudi to so naredili. In tudi iz tega vidika je ta dogodek tako zelo poseben, ker tale naš projekt Ljudska gre na zeleno širi svoje veje, bi lahko rekla. Veliko ljudi mi je reklo, veš kako dobro, da ste napisali pridite peš, če se le da, in so prišli peš. Ni bilo težav s parkiranjem, bližnja parkirišča so bila še prosta in dostopna in ljudje so tudi imeli občutek, da so naredili nekaj dobrega, ne samo zase, pač pa tudi za okolje. In ta nekaj malo ni tako zelo malo, če nas je 1200, kaj ne da. Ob 10. obletnici delovanja Lions Kluba Slovenska Bistrica ste izdali tudi zbornik. Kakšna je vsebina, kdo vse je sodeloval pri pripravi tega zbornika?
Urednik je Igor Kraševac, naš član, sicer pa so sodelovali tudi naši layout pri končnem oblikovanju. Tisto piko na i pa, da rečem tako, da je dal vsak od 10 predsednikov, ki je napisal prispevek in uvodnik v svojemu letu. Potem pa smo prelistali množico fotografij, tam okoli 15.000 jih je bilo, in izbrali tiste najbolj reprezentativne, ki nekako najbolj ilustrirajo naše delo. S tem smo nekako želeli dati tudi eno piko na i, namreč to, kar je zapisano v knjigi, ostane tudi nekako za spomin za zanamce in širi tudi idejo lajonizma med ljudi, ki nas sicer še ne poznajo. V času od 17. do 24. junija so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali 17 kaznivih dejanj, od tega 1 kaznivo dejanje velike tatvine, 6 kaznivih dejanj tatvine, 1 kaznivo dejanje goljufije, 2 kaznivi dejanji telesne poškodbe, 1 kaznivo dejanje grožnje, 2 kaznivi dejanji odvzema mladoletne osebe, 1 kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje zatajitve, 1 kaznivo dejanje izsiljevanja in 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. Pragersko. Neznani storilec je z dvorišča nenaseljene stanovanjske hiše odtujil počitniško starejšo prikolico, v kateri je bila spravljena oprema za kampiranje, ter tako lastnika oškodoval za cirka 3000 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je odtujil več europalet, ter tako lastnika oškodoval za 200 evrov. Neznani storilec je z dvorišča poslovnega objekta odtujil kolo in tako lastnika oškodoval za 150 evrov. Prometna varnost. Policisti so bili obveščeni o 12 prometnih nesrečah. V 3 primerih so odstopili od kraja ogleda. V 5 primerih so nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. V 4 primerih so povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so policisti izvedli 4 ukrepe. 2 voznikoma so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog. Zoper 2 voznika pa so podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka na Okrajnem sodišču Maribor. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so na Okrajno sodišče Maribor podali 2 obdolžilna predloga in izdali 24 plačilnih nalogov. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so posredovali v 3 primerih, od tega enkrat v zasebnih prostorih in 2-krat na javnem kraju. Zaradi kršitev zakona o nalogah in pooblastilih policije so za nujno potreben čas do 12 ur pridržali 1 osebo, ki je večkrat kršila izrečeni ukrep prepovedi približevanja drugi osebi. Policisti so v 3 primerih obravnavali tudi kršitev zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, pri čimer so znanim osebam zasegli zeleno-rjave rastlinske delce, za katere obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedane substance. Ob tem so policisti obravnavali primer pogrešane mladoletne osebe. Pogrešano osebo so izsledili in jo izročili staršem. Del 26. kolesarske dirke po Sloveniji je potekal tudi na območju občine Slovenska Bistrica. Drugo etapo, dolgo 146,3 km, so kolesarji začeli v Mariboru, končala pa se je v Celju z zmagoslavjem Slovenca Luke Meskeca, člana ekipe Michelton Scott. Kolesarji so nekaj minut pred 12. uro peljali tudi skozi Slovensko Bistrico. Slovenca David Per, član Adria Mobila, in Rok Korošec, član ekipe Ljubljana Gusto Santik, sta imela minuto in 15 sekund prednosti pred glavnino. In s tem zaključujemo še eno redno tedensko informativno reportažno oddajo lokalnega programa TV Studia Bistrica. Nasvidenje do prihodnjič.